Gašper, lepo zdravo, da je Radioaktivno. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Nekaj časa te ni bilo slišati. Res je, rekel bi, da sem iskal samega sebe. In si se našel? Ja, rekel bi, da mi je klasična glasba zelo razširila obzorje, zbrisala ene okvirje in to je to. Zdi se mi, da je to na nek način zdaj moje novo ustvarjalno obdobje in tako imensko, ker sem zdaj Gašper Šantl in ne pod Zala Gašper in tudi tako ustvarjalno. Projekt Zala Gašper miruje? Ali se je Zala popolnoma umaknila z glasbe? Zala pravi, da je glasbeno upokojena. Pri teh letih? Ja, že pri teh letih, ja. V bistvu, tudi sam, ko sem jo opazoval, ker ona je z 18 šla profesionalno v to, se mi je zdelo, da vprašanje, koliko časa bo ona lahko srečna v tem, in ja, res ni našla sreče v tem. Bova pa sigurno še kaj naredila skup, ko nama bo pod najnimi pogoji pa najno časovnico. Pri back vokalih še ti pomaga? Ja, v sonatini mi zdaj ni, sicer pa sigurno bo moment, ko bo spet priskočila, mogoče že v naslednji skladbi, mogoče čez 5 skladb. Omenil si že novo skladbo, naslovljena je Sonatina. Spet pravi, da je to krajša in lahkotnejša različica sonate. Tako je, sonatina je v bistvu sonatna oblika, ampak sama beseda pomeni zvenet in to, da v bistvu pesem govori o tem, da v meni nekaj zveni in da bi to rad izrazil. In v tem smislu bi lahko kak glasbenik, klasično izobražen, mi očital, da to ni zares sonatina, ker je to inštrumentalna skladba, ampak po samem izvoru besede pa se mi zdi, da gre skozi, če mi oprostite. Običajno je napisana za klavir, ti pa uporabiš kitaro. Tako je, sonatina mislim, da bi lahko bila tudi za kitaro, v mojem primeru pa je kitara in vokal. Skladba je zelo minimalistična. Ja, to je stil, ki me vleče, v katerem se najdem in ko si lahko predstavljam, da bom zdaj to delal kar nekaj časa. Ali to pomeni, da se tudi mogoče malo seliš v klasično glasbo? V klasični glasbi najdem ogromno inspiracije, tudi delam zdaj v Slovenskem narodnem gledališču Maribor in tam sem ogromno v stiku z baletno in operno glasbo in to odpira neke nove možnosti. Vse skupaj pa še vedno želim predstaviti v bolj pop formatu, kjer lahko tudi nekdo, ki ga ne zanima klasična glasba, uživa v tem, kot bi sicer v pop skladbi. Tako da v bistvu iščem samo inspiracijo v drugih vodah, še vedno pa bi rekel, da gre za pop. Boš dodal skladbi tudi minimalistični video? Tej skladbi vprašanje, ker pišem že novo in bom najverjetneje novi dodal minimalističen video. Če bi še enkrat dajal zadevo na YouTube, bi dal zraven minimalistični video. To pa imaš prav. Glede na tvoje besede sklepam, da potem nastajajo tudi nove skladbe. Sonatina 2, 3 ali bodo drugačni naslovi? Ja, šli bomo vse do ene sonatine 112. Naslednji komad, še ne vem, kak je naslov, čeprav je v bistvu v celoti že napisano, naslovu še nisem razmišljal. V njem mi še priskoči na pomoč en kitarski mojster. Mislim, da bo zadeva tako virtuozno izvedena, ampak še vedno v pop okvirih, kot sva prej omenila. Ali mogoče na koncu kot epilog tudi album? Zagotovo je poanta, da na koncu vse skupaj zapakiram v album oziroma da izdam album, na katerem bodo tudi te pesmi, ki zdaj izhajajo. Za konec bova skladbo poslala tudi našim poslušalcem. Zato Gašper, zaigraj in zapoj Sonatino. Tako, to je Sonatina. Upam, da vam bo všeč in hvala za vašo pozornost. Sem Gašper Šantl in poslušate oddajo Radioaktivno. Cvetje obarvalo je hribe, a v mojem srcu spi pomlad. Čas pa polzi, življenje beži, morda pa zacvetim jeseni. Sonatina, v meni je sonatina, moja duša, tuja je galaksija. Ko
le govoril jezik bi svojega srca. Sonatina, v meni je sonatina. Sonce sije z mene let tali in kri požene v dele zaledenele duše. Nikar se ne spreminja in vedno bo tvoje, moje srce. Sonatina, v meni je sonatina. Moja duša, tuja je galaksija. Ko le govoril jezik bi svojega srca. Sonatina, v meni je sonatina. Sonce tone, luna obsije me. Kaj prinesla zarja boš, če bom čakal te? Ne da miru mi srce. V meni je sonatina.